Resnični kotiček z Diano na Temi. Kids TV. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Ste že v postelji? Ste že pokriti z mehko dekico? Odlično. Kaj pravite? Katero pravljico danes preberem? To pa ste radovedni. No, saj vam povem, kaj delajo policisti. To je naslov pravljice. A začnem? No, pa bom. V deželi, kjer je vse daleč blizu in se nebo dotika zemlje in morja ter tema svetlobe, živijo 4 prijatelji. Psiček Vili, zajček Bernardo, mali ježek Rafko in jež Bartolomej. Večkrat nehote ušpičijo kakšno vragolijo. Včasih se tudi skregajo, vendar to ne traja dolgo, ker bi jim potem bilo dolgčas. Psiček Vili je radoveden raziskovalec. Povsod vtakne svoj nos in voha, kje se kaj dogaja, opazuje in včasih je prav nadležen, toda dobrosrčen. Zajček Bernardo je strahopeten in plašljiv, rad se kam skrije in se zlahka ne prikaže, ko ga iščejo. Zanj ni nič preprosto, čeprav je tudi pogumen. Ježek Rafko je najmirnejši in se rad prilagaja prijateljem. Je potrpežljiv ter se ne razburja. Poslušan je in če pride ovira na cesto, si izbere drugo pot. Jež Bartolomej je najstarejši. Deli mnenja in nasvete, ne ovinkari. Vse pove jasno in glasno. Je pravi modrijan. Kaj delajo policisti? Bilo je čudovito poletno jutro. Sončni žarki so že navsezgodaj razdajali svojo toploto in zrak je migotal. Ker so se vse lužice posušile, je Vili počakal, da so prišli iz brloga še ostali 3. Potem so šli do potočka globje v gozdu. Umili so se. Vili pa je na vse 4 tačke skočil v vodo. Ko so opravili jutranje umivanje, so se vrnili v brlog k zajtrku. Zleknili so se v senco in premišljevali, kaj bi počeli. Bartolomej je odprl časopis in razložil, da je v njem napisano, da bodo danes imeli pri policistih dan odprtih vrat. Dan odprtih vrat? Lepo od njih, da bodo vrata odprta, saj drugače imajo hiše vse zaprto, je pripomnil Vili. Kaj je dan odprtih vrat? Je vprašal radovedni Rafko. Bartolomej je razložil, da pri ljudeh to pomeni, da takrat lahko vsak vstopi v njihove prostore in si jih ogleda. Kdo pa so policisti? Ali imajo oni tudi jabolka in hruške? Je Rafko vrtal dalje. Ne, Rafko, policisti so tisti, ki varujejo življenja ljudi, nadzirajo in urejajo prometno varnost, preprečujejo kazniva dejanja in lovijo storilce, ki drugim škodijo, tatove pa kriminalce tudi. Za nas živali je kriminalec tisti, ki zažge gozd, ali pa krivolovec, je vsem 3 pojasnil Bartolomej. Vsi navdušeni so se odpravili na dan odprtih vrat. Ker je bila pot do policijske postaje dolga, je Bartolomej vzel s seboj malico. Po sprehodu skozi gozd so prišli do velikih hiš. Pazljivo so hodili med njimi in mimo njih, se pazili ropotajočih avtomobilov in prispeli do svojega cilja. Na velikem dvorišču je bil že pravi direndaj. Previdno so hodili med ljudmi, si ogledovali policijske avtomobile, od patruljnih Renault Megane, Škode Octavie in Superb do intervencijskega vozila Renault Master. Vsa vozila so bila bele in modre barve. Policist je vklopil sirene, ki so za trenutek
nadležno zacvilile. Bernardo je skočil Viliju na hrbet in se tresel, dokler niso prenehale. Le kaj ti je, Bernardo, skoči dol s hrbta, saj je že konec siren, je vztrajal Vili. Tresoči se Bernardo je stal nepremičen, dokler ga ni Bartolomej potolažil in mu razložil, da so samo pokazali, kako so opozorilne sirene lahko glasne. Nato so pokukali po mizah, na katerih so imeli opremo in razne naprave. Fotoaparate, kamere, prah za iskanje prstnih odtisov, povečevalna stekla in svetilke. Tam so bili tudi velik, prozoren ščit, čelade in neprebojni jopič. Moški v kavbojkah, majici in vetrovki z napisom Kriminalistična policija je skupini razlagal uporabo magnetnega prahu za izzivanje prstnih odtisov oziroma papilarnih linij. Z njihovo pomočjo odkrijejo storilca kaznivega dejanja. Zanimivo, tudi jaz bi rad bil policist, se je oglasil Bernardo. Policisti se morajo roditi pogumni, ti se pa za vsako stvar treseš, je pripomnil Rafko. Rafko, takoj se opraviči Bernardu. To ni lepo. Prosim, oprosti, Bernardo, je rekel Rafko in ga objel. Prišli so do množice otrok, ki so prišli iz vrtcev in šol. Delili so jim rumene rutice in kresničke, da bi bili v prometu varni in opaženi, ker cesta ni igrišče. Tudi Vili in Bernardo sta dobila vsak svojo rutico, ki sta si ju z otrokovo pomočjo nadela. Rafku in Bartolomeju so podarili odsevne lučke in jima jih nataknili okrog vratu, da se jih bo ponoči opazilo, če zaidejo na cesto. Neizmerno so bili veseli in hvaležni. Policistka je navzoče poučila, kako naj varno prečkajo cesto, kjer ni semaforja za pešce. Opozorila je otroke, kaj morajo storiti, če jih neznan človek vabi v avtomobil, v svoje stanovanje ali pa jim ponuja sladkarije. Zbežati morajo čim prej in poklicati na številko 113. Priporočljivo si je zapomniti, kakšen je bil ta človek, kakšne lase je imel, kako je bil oblečen, ali je imel mogoče očala, ali je bil peš ali z avtomobilom, kakšne oči je imel in kako velik je bil. Čim več podatkov, tem bolje, da ga prej izsledijo in primerno kaznujejo, da ne bo več nadlegoval. Vsi štirje prijatelji so imeli ušesa pokonci, da jim ne bi ušla kakšna beseda. Ste si zapomnili, kakšna so pravila in zahteve pri prečkanju ceste? Je vprašal Bartolomej. Zapomnili smo si, je eden po eden povedal na glas. Ko želimo prečkati cesto ali ko smo pred križiščem, se moramo vedno ustaviti korak od roba pločnika ali roba vozišča. Nato moramo pogledati levo, nato desno, pa še enkrat levo, ter ko je cesta prazna, hitro teči na drugo stran. To morate upoštevati, je rekel Bartolomej, vidno zadovoljen z njihovim znanjem. Nenadoma je začel Vili bevskati, veselo mahati z repom in uhlji ter poskakovati. Na drugem koncu prostora je zagledal 3 kužke. Eden je bil velik in močan, druga 2 pa manjša. Stekel je do njih, se jim predstavil in jih vprašal, ali so tudi oni policisti. Seveda, mu je odgovoril eden izmed manjših kužkov. Jaz sem kuža specialist za odkrivanje prepovedane droge in kolega kuža je specialist za odkrivanje raznih eksplozivnih sredstev. Zato, da nas ljudje prepoznajo, pa nosimo modre telovnike z napisom Policija. Tale največji kuža pa je usposobljen za vzdrževanje javnega miru ter za iskanje in prijemanje storilca kaznivih dejanj in prekrškov. Tudi Bernardo, Rafko in Bartolomej so poslušali in opazovali vse 3 kužke.
O, je zavzdihnil Rafko. Bernardo se je malo tresel, toda ko je Bartolomej to opazil, mu je dal tačko na hrbet. Brez strahu, Bernardo. Glej Vilija, kako skače okoli velikega kužka. Nič ti ne bo naredil, on lovi samo kriminalce, ga je pomiril Bartolomej. To je moja osnovna naloga, je potrdil kuža. Ko so se naposlušali, so poiskali miren kotiček v oddaljenem kotu. Razdelili so si jabolko, z užitkom so pojedli vsak svoj kos. Tudi Vili se ni pritoževal. Bartolomej je med malico povedal, kako mu je policist pomagal, ko je neke noči odšel malo naokrog. Iz gozda me je pot zanesla do ceste. Dež je padal in naenkrat mi je na ledeni cesti spodrsnilo. Nemočen sem obstal skoraj na sredi poti. Takrat je mimo pripeljal policijski avtomobil. Malo pred menoj se je ustavil in vklopil modre luči. Odprla so se vrata in k meni je pristopil prijazen policist. Prijel me je in nesel do gozdne jase, kjer sem spet lahko šel naprej. Rešil mi je življenje. Tega ne bom nikoli pozabil. Še nekaj časa je vsak zase premišljeval, dokler jih Bartolomej ni spomnil, da je že pozna ura. Odšli so mimo mesta in širokih ulic. Ko ni bilo nobenega vozila, so cesto prečkali tako, kot so svetovali policisti. Pogledali so levo in desno in znova levo. Ko so bili prepričani, da ni nobenega avtomobila, so odtačkali na drugo stran. Tako so varno prišli do roba gozda in lahkotno zakorakali med drevjem proti svojemu brlogu. Bartolomej jih je vprašal: "No, kaj smo se danes naučili?" Vsi so napeto razmišljali. Potem pa je Vili zabevskal: "Preden storiš karkoli, se 3-krat prepričaj." Še eno pravljico smo prebrali čisto do konca in se marsičesa novega naučili, kaj ne? Veste, kaj pa mene zanima? Preden zaprete oči in zaspite, na katero številko pokličemo policiste, če smo v težavah ali če vidimo, da je nekdo drug v težavah? No, na katero številko? 1, 1, 3. Zelo dobro. Eno rimo imam. 1, 1, 3. Zdaj pa hitro zapri oči. Lahko noč in sladke sanje.